Kako je nastal denar? Vsi vemo, da je bila prva vrsta trgovine menjava. Ljudje so neposredno menjavali blago, ovce za krave, krave za koruzo, koruzo za paradižnik, premog za les, les za opeko in tako dalje. Ko se je blago v menjavi povečalo, je bilo neprijetno nositi veliko količino blaga s seboj. Zato so se ljudje namesto tega dogovorili, da bodo našli neko sporazumno vrednost, ki bi posredovala pri menjavi. Karkoli je bilo mogoče sprejeti, kos usnja ali kovine, vse je bilo del splošnega dogovora v družbi. Kot zavarovanje v trgovini so bili najpogosteje uporabljeni kovanci iz trpežne kovine, zlata, srebra, niklja, bakra. Vrednost posameznega kovanca je bila splošno sprejeta konvencija. Zato je jamčil vladar države oziroma posestva. Seveda je pogoj za tovrstno trgovino pomenil zaupanje vseh v vladarja in pripravljeno vseh sprejeti to konvencijo. Tako je nastal sistem trgovine, kjer je vrednost vsakega blaga predstavljala določena količina kovancev. Kovanci pa so bili nadomestek za vrednost blaga, ki ga je bilo mogoče zamenjati. Tako sami kovanci niso imeli nobene druge vrednosti kot tiste, ki so jim jo dali blago, za katero bi jih bilo mogoče zamenjati. Ni jih bilo mogoče jesti, oblačiti, uporabljati za gradnjo, ogrevanje ali prevoz. Uporaba teh kovancev je ustvarila tudi povpraševanje po kovini, iz katere so bili kovani, tako da je imela določena kovina večjo ali manjšo vrednost na trgu, kar je bilo odvisno od njenega povpraševanja. Ker se je količina blaga v menjavi sčasoma povečala, je bilo potrebnih vedno več kovancev. Zato je njihovo nošenje sčasoma postalo neprijetno. Veletrgovec bi moral na trg nesti celo skrinjo ali težke vreče zlatnikov in srebrnikov, kar je bilo tudi zaradi roparjev nevarno. Nato so na sceno prišli zlatarji, ki so ponujali svoje storitve. Imeli so dobro zavarovane in kovane skrinje, v katerih so hranili zlato. Zato so ljudje vedno pogosteje puščali svoje zlatnike v njihovi hrambi. To storitev so jim zaračunali z zlatnikom ali srebrnikom. Za znesek položenega zlatnika ali drugih kovancev pa so izdali papirnato potrdilo, na katerem je pisalo, s katerimi kovanci lastnik razpolaga. In za izdajo le tega papirja so se pričele vse težave današnjega časa. Sčasoma je tovrstno potrdilo postalo vse bolj priljubljeno v obtoku kot sredstvo za izmenjavo blaga. Namesto, da bi vsako uro prišel in dvignil svoje zlato, bi lastnik položenega zlata v zameno za blago dal potrdilo tretji osebi, ta pa bi lahko spet dvignil kovance pri istem zlatarju s tem potrdilom. Potrdilo se je izkazalo za veliko bolj praktično in postalo je zelo priljubljeno, zato so kovance vse pogosteje hranili zlatarji, vse manj pa v vrečah in škatlah lastniki sami. In kako je izgledalo pri zlatarju? Neki Peter bi na primer položil 20 funtov zlata in vzel potrdilo za 20 funtov. Toda trajalo bi leto dni, preden bi se spet pojavil, da bi dvignil svoje zlato. Preprosto je trgoval le s potrdilom.
V tem času je njegovo zlato stalo. Tom se je medtem pojavil pri zlatarju in ga vprašal, ali se lahko izposodi 20 funtov zlata za 6 mesecev in odplača posojilo z obrestmi. Kot jamstvo, da bo plačal, je ponudil svojo hišo. Zlatar je takrat ocenil, da bi to lahko storil, saj se Peter že eno leto ni pojavil, da bi dvignil svoje zlato. Zato se morda ne bo pojavil naslednjih 6 mesecev. Zato se je odločil tvegati in posoditi Petrovo zlato Tomiju. Toda fizično mu ga ni dal, ampak je le izdal potrdilo, da je Tom pri njem zastavil 20 funtov zlata. Dejansko stanje je bilo zdaj takšno, da sta bili v obtoku 2 potrdili kot jamstvo za obstoj 40 funtov zlata, čeprav je bilo le 20 funtov zlata. Šlo je za čisto goljufijo. Saj je zlatar vedel, da izdaja eno potrdilo za neobstoječe zlato. In ne samo to. Tom je verjel, da ima zlatar od tistega trenutka naprej 20 funtov zlata in ne le potrdilo. Toda glavni del prevare šele prihaja. Z izdajo drugega potrdila Tomu za 20 funtov je bil ustvarjen nov nadomestek vrednosti. Pravzaprav je bilo v obtoku dano potrdilo o obstoju vrednosti, ki ni realno. To vrednost je bila ohranjena kot dolg, ki je bremenila Toma in ki bo postala prava vrednost, ko bo ta dolg odplačal s pravim delom in pravim blagom, ki ga bo moral prodati. Ko je Tom odplačal zlatarjev dolg in prenesel pravo zlato v višini 20 funtov plus 10% obresti, je zlatarju dal pravo vrednost 22 funtov pravega zlata, ki ga je kupil s prodajo svojega pravega dela in pravega blaga. Zlatar pa je dobil v posest 22 funtov zlata brez pravega dela in brez prodanega blaga, ker napisati potrdilo nekomu ni nobeno delo. Predstavlja samo tveganje, da goljufija ne bo odkrita. Ko je zlatar videl, kako uspešno in zlahka je zaslužil 22 funtov zlata, se je odločil, da bo za isti znesek od Petrovih položenih 20 izdal na posojilo še 3 potrdila. Tako so bili v obtoku 4 potrdila za istih 20 funtov zlata, ki so nosilcu zagotavljali 20 funtov zlata, kar je skupaj 80 funtov zlata. Tako je zlatar iz nič ustvaril še 60 funtov zlata plus obresti po 10%, kar pomeni 66 funtov. Torej bo zlatar, ko bo ta dolg poravnan, imel 88 funtov zlata ustvarjenega brez dela iz nič. Če dolžniki ne bodo plačali dolga za obrestmi, bo prevzel njihovo zastavljeno premoženje, zemljišče ali hišo. In to je prava vrednost. Tako je kos papirja, navadno potrdilo, prinesel zlatarju prave materialne vrednosti brez dela.